Ministrstvo za obrambo ima na območju občine Ig pomembne objekte. Zagotovo je tu najprej izobraževalni center na Igu, ki je pomemben za razvoj našega gasilstva, tudi izobraževanje vseh ostalih reševalnih sistemov, tako da brez podpore lokalnega prebivalstva in brez podpore lokalnega skupnosti tudi en tak center ne more uspešno delovati. Imamo nekaj nerešenih medsebojnih razmerij, ničesar takega, da v prihodnosti ne bi mogli rešiti. Tekom dolgoletnega sodelovanja se nabere tu pa tam tudi kakšen izziv. Danes smo se dogovorili, da že v petek se sodelavci dobijo pri nas na Ministrstvu za obrambo, tako da začnemo enostavno delati na tem in nekje najdemo skupne rešitve, ki bodo v zadovoljstvo obeh, tako občine kot tudi Ministrstva za obrambo oziroma Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Katera je največja taka odprta zadeva med ministrstvom oziroma državo in občino Ig? V bistvu, kar se tega tiče, ne bi mogla reči niti ne, da so večje odprte zadeve, gre bolj za ureditev zemljiško-knjižnih stanj iz preteklosti. Poiskali bomo rešitve na takšen način, da pogledamo, kje se da menjati določene zemljišča, tako da dobimo mi zaključeno celoto, urejeno zemljiško-knjižno, ter tudi občina. Gre to za tista zemljišča, ki so v lasti ministrstva? Gre za zemljišče, kar je v lasti Ministrstva za obrambo in občinska, kar je znotraj centra Ig, druga zadeva pa je to, kar je še na Krimu. No, pri tem ste ogledali Center za zaščito in reševanje, kako ste zadovoljni z videnim? Reči moram tako po pravici, da sem dolga leta na občini pokrivala tudi to področje in da mi je bilo kar malce nerodno priznati, da sem bila danes prvič na takšen način na Igu, da sem se pogledala, kako potekajo usposabljanja. Bili so tam prisotni gasilci iz različnih krajev v Sloveniji in lahko sem se prepričala samo to, da imamo zares izredno dobre pogoje, da imamo pri nas izvrstne sodelavce, inštruktorje, tako da res je zagotovljeno za prenos znanja tudi na poklicne in prostovoljne gasilce, da so pogoji, da pa so tudi polni idej, kako razvijati to dejavnost še naprej. Kar se mi zdi še posebej pomembno, zato tako kot se družba razvija, se tudi žal nesreče razvijajo, se pravi, da je vedno potrebno biti primerno usposobljen za to, da lahko človeku pomagaš takrat, ko nesrečo potrebuje. Pa naj si gre to za požare, za poplave, za reševanje v prometnih nesrečah ali katerihkoli drugih nesrečah, ki njihov spekter je zaradi načina življenja čedalje večji. No, ob treh se boste udeležili podpisa izjave z županom Jankovićem. Za kakšno izjavo to gre? Zaradi dogodkov, urnikov se nismo mogli dogovoriti, ampak Ministrstvo za obrambo se z mestno občino Ljubljana pogovarja o razrešitvi problemov glede obnove in vzdrževanja spomenika na Žalah. Letos ob 25. obletnici bi se zagotovo spodobili, da to uredimo. Ministrstvo za obrambo tudi vodi postopke za to, da bi bil to spomenik tak, ki mu pritiče, z urejenim statusom in verjamem, da bomo to v prihodnjih dneh za mestno občino Ljubljana tudi našli ustrezne rešitve in tudi čez vlado speljali ustrezne postopke. Danes imamo pa še podpis pogodbe z Rdečim križem za pokroviteljstvo oziroma sodelovanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma Ministrstvo za obrambo pri organizaciji v bistvu največjega mednarodnega prvenstva v ekipah Rdečega križa, tako da tudi to smo ponosni, da bo to v Sloveniji. Veliko znanja je potrebno vložiti, to tudi veliko elana za vso organizacijo in verjamem, da bo Rdeči križ z našo pomočjo pa tudi drugimi to uspešno speljali. Danes sem obiskala tudi ITF, International Trust Fund, kjer sem spoznala sodelavce z direktorjem, smo že takoj ob nastopu moje funkcije spregovorila par besed. Gre za ustanovo, na katero smo lahko v Sloveniji samo ponosni, ki verjamem, da prispeva zelo veliko k delu ugleda. Je pa seveda zanimivo srečanje tudi z sodelavci, tudi z nekako prenosom njihovih izkušenj. Verjamem, da se jih marsikatera konkretna zgodba kar precej dotakne in mislim, da zasluži ITF vso podporo. Sama sem se pa že takrat dogovorila tudi z direktorjem, da v vseh mednarodnih stikih, ki jih imam kot ministrica, nekako promoviram to ustanovo, ki živi od donacijskih sredstev. Njeno delo je namenjeno predvsem sanaciji miniranih območij, pomoči ljudem. Najprej je to ta humanitarni vidik in verjamem, da takšna ustanova zasluži vso našo podporo in da lahko vsak tisto, kar lahko naredi v okviru svoje funkcije, da pripomore še bolj uspešnemu njenemu delu.
Hvala lepa. Prosim. Mogoče še bi gospod Cimperman, Ja. lahko še bi eno kratko izjavo, kako ste zadovoljni z današnjim obiskom. Zelo sem zadovoljen z današnjim obiskom gospe ministrice za obrambo, kajti to je prvi minister Ministrstva za obrambe v Sloveniji, ki se je oglasil na lokalni samoupravi oziroma na občini Ig. Kljub temu, da imamo dva zelo pomembna objekta v naši občini, na območju naše občine, to je Krim in pa tudi Center za zaščito in reševanje, s katerimi izredno sodelujemo. In seveda se zahvaljujem gospe ministrici, da se je spomnila tudi na nas, na občino, da smo tudi pomembni v tem procesu teh dveh objektov. To gre za ta zemljišča, ne? Kaj ste se dogovorili? No, to je pač bila stvar pogovora, kako končati to zadevo teh zemljišč. In v petek imamo že prvi sestanek na ministrstvu, tako da sem prepričan, da bo gospa ministrica poskrbela, da pridemo do konca s temi zadevami, ki so še odprte med ministrstvom in našo občino.